zmanjšan obseg naročil je le v manjši meri posledica globalnega ohlajanja na trgih. Tisto, kar v industrijskih združenjih ocenjujemo in kar zdaj v zadnjega pol leta tudi doživljamo, je padec obsega naročil posledica predvsem tega, ker nas kupci zelo resno opozarjamo, da smo kot poslovno okolje nekonkurenčni, da smo nekonkurenčni zaradi cenovnega vpliva energentov na naše prodajne cene, v določeni meri tudi že zaradi obremenitev na področju dela in ključni momenti za 15 do 20% padec obsega naročil so ti. Če zložimo to skupaj, so motorji izdelani v Evropi praktično nekonkurenčni in to čutimo tako kratkoročno, predvsem se pa bojimo vpliva na dolgi rok. V primeru propada večjega slovenskega podjetja, ki ima v nekem grozdu nekaj manjših podizvajalcev, je usoda, bom rekel, le teh enaka temu velikemu, oziroma v nekaterih primerih mogoče tudi težje. Namreč veliko podjetje se lahko nekako prestrukturira, najde mogoče določene druge vire ali pa druge poslovne priložnosti, manjše podjetje je pa tukaj bolj ranljivo.